To ne more biti dobro za srce. 100% da ne. Dobro jutro, ura je točno 4:16 zjutraj in jaz sem na poti v Graz, kjer bom odletel proti Dunaju, kjer bom odletel proti Varšavi. No in tokratna službena pot zna biti kar dosti zanimiva. Jaz vem, da sem ponovadi kar flegma, kar se tiče gužve po letališčih, ampak tole, kar zdaj vidim, ne kaže dobro. Alles gut? Ja. Dankeschön. Danke, wiedersehen. Ok, toliko pozen, pa že dolg časa nisem bil na avion. Se vem, da sem malo jaz kriv, no. Malo pa tudi nisem. Zdaj pa tako ne. Ta zadnji sem šel proti avionu v Grazu in ta zadnji sem šel v avionu na Dunaju proti Varšavi. To ne more biti dobro za srce. 100% da ne. Welcome to Russia, ladies and gentlemen. V bistvu bi lahko že počasi povedal, kaj počnem tukaj. Ford je prenovil svojega športnega terenca, Kugo. Dosti zanimiv event, ki bo pravzaprav ena taka dolga vožnja vse od Aten na jugu Evrope pa do Nordkapa, torej na skrajnem severu Evrope. Vidiš? Atene? Zdaj se pa počutim kot vremenar, a veš, ko gledam nekam, kazati moram pa drugače. Smešen. Tamle gor na vrh, a se sploh vidi, je pa Nordkap. Avto bi pa tudi lahko pokazal, ne? Glej ga. Zgleda dosti drugače kot prej, ne? No in zdaj so nas že kar takoj postavili pred eno tako zanimivo dilemo, ne? Odločiti se moram, a bom preizkusil letalski simulator, torej vožnjo Boeinga v hudem simulatorju, ali bom pa preizkusil simulacijo prostega pada. A veš, to je una varianta, kad daš eno hecno obleko gor, pa ena očala, pa mogoče celo čelado, pa te vržejo na eden ventilator in pol ti letiš. No, mislim, padaš. A mi grede, lej, tole je pa Kuga ST Line. To se pravi taka malo bolj športna. Taka, ki je pred prenovo ni bilo. Vidiš difuzor tukaj spodaj, 2 izpuha, pa nekje gor tudi značka ST Line. Čakaj, gremo poiskat. Vidiš, tukaj je. No pa dilema rešena. So rekli, da ta letalski kokpit še ni ready, pa še nekaj časa ne bo, tako da se gremo vršti iz aviona. A prav? Zdaj pa nisem več še ziher, ali ja, ali ne, ali kako. Briefing sem dal skozi, čelado imam, pa ne moram reči, da nisem pikico nervozen. A ne? Saj sploh ne vem, kaj naj rečem, pa tudi slišim bolj slabo, ker imam še vedno čepke v ušesih. Ampak takole bom rekel, jaz sem slišal, da imajo tudi v Sloveniji nekaj tazga. Mislim, da v Logatcu, ok, in jaz sem 200% prepričan, da hočem tole ponoviti, ker to je pa noro. Jaz ne vem, da se kaj sliši, ker toliko veter piha, ampak mi smo ugrabili en konc še nedokončane ceste, zato da naredimo kakšno fotko. Zgleda, da bomo nekaj pojedli. Ok, tudi prav. Ura je 5:30 zvečer, mi smo zaključili s testnim vožnjam, meni je prav žal, da nisem mogel več pokazati, ampak če sem čisto iskren, je bilo vse skupaj bolj tako, malo dolgčas, no. Lahko pa recimo povem, kaj sem videl. Veliko ravnin, pa še več ravnin, pa še kakšna ravnina vmes, drugače pa dosti ravnih cest. Sem že mislil, da bom šel počasi spat, pa je zdaj Ford obljubil nek zanimiv simulator. Pa da grem pogledat. V bistvu gre tukaj za eno tako virtualno igro, ko s tole zadevo, ko ima Borut ravnokar v roki, zagrabaš predmet in ga odneseš v avto. Predvidevam, da je to Ford Kuga. In pa moraš čim več teh predmetov zagrabati, to so neke škatle ali whatever, in jih dati v avto. Cirila te kdo lovi? You did it. Well, basically, these are journalists, and Yeah. you've done 31,474, which makes you the winner. By a landslide.